Bile so fluorescentne situacije, kar pač veš, da če boš zdaj padel, boš zadnjič padel. Če se ne bi tam ustavil, bi bil rastlina ali pa mrtev. Matjaž Jeran. Sem začel leta 1991 športno plezati, mladinska reprezentanca. Plezali, trenirali, hodili v naravo. Kenija je bila prva odprava. Z nekim šolskim avtobusom 800 km na sever od Nairobija, v totalno praznino, nič. Od tam, ko smo bili mi, 300 km naokrog ni bilo mesta, kjer bi bila elektrika. Mi smo naredili prvo tako komercialno, malo bolj konkretno stvar v Ljubljani. Veliko ljudi je plezalo, ni pa bilo toliko splošno prepoznavno kot zdaj. Plezali, skozi sam plezali. Pa ne pač v Ljubljani 4x na teden, telovadnici 3 ure, ampak cele dneve v naravi. Plezati je super, sam je pa to lahko tudi frustracija. Rabaš en kabnarek, da greš na odpravo, ful treniraš, pač je nek proces, ki ti ful da, ampak so pa to tudi lahko neke frustracije, ker plezanje je zelo zahtevno, ni to tako zelo sam na fizičnem nivoju, tudi ful. Večina vas, ki to gledate, niste naročeni na naš kanal. Z ekipo nam bi ogromno pomenili, če to naredite. Tisti, ki že subskrbate, pa najlepša hvala. Brez vas ni tega podcasta. Če pa slučajno med vami kdo, ki bi rad finančno podprl, imamo pa tudi svoj YouTube membership program. Zdaj pa uživi v pogledu epizode. Prej si omenil, da je plezalni center to, s čimer se največ ukvarjaš. Kakor sem jaz gledal po researchu, ki ga je Darja naredila, ste vi ta center v Ljubljani naredili? Kaj je bila v bistvu kar prelomna točka za povezati v bistvu plezanje tudi rekreativcom pa vsem ljudem, da so lahko začeli to tam delati. Ja. Mi smo naredili prvo tako komercialno, malo bolj konkretno stvar v Ljubljani. So pa pred nami že bili plezalni centri. En je bil v eni vasi pa Škofji Loki, en tip naredil doma, pod zemljo, skoraj po 10 metrov luknjo in skril to vse tam na robu vasi, noro. To še zmer funkcionira, pa še zmer ima dobro zgodbo. On je sicer tudi gorski vodnik, Mitja Kovačič. Pa naredili so plezalni center v Šempetru pri Novi Gorici, tudi pač še prej kami. Mi smo pa to odprli 12 let nazaj. V Ljubljani, v Štepancu. Ja, to je to, ja. Ja. Tako da takrat je bilo to kar prelomno, ja, v Sloveniji, ker je bil pač tak večji, sodobnejši, pač posebej za to zgrajena bajta. Tako. Kako bi ocenil, da je bilo plezanje popularizirano tako nasploh v Sloveniji, takrat, ko ste vi to odpirali? A je bilo že tako prepoznavno? Ja, je bilo? Zelo prepoznavno je bilo. Veliko ljudi je plezalo, ni pa bilo toliko splošno prepoznavno, kot je zdaj. Tukaj je pa nedvomno Janja naredila odločilen korak. Pač ko so bile prej ful hude plezalke, atletinje, pa tudi športniki, ne, plezalci, ampak v resnici to, kar je ona zdaj naredila, je pač tako čisti športni mainstream. Ona je super junakinja, se to jaz večkrat povem. Pa ne sam tle, ona, ki gre v Azijo, njo na letališču ustavljajo, pač tako masovno. Kar je kar noro za eno Slovenijo. Kar je noro. Pa se imamo ful takih, a ne. Po moje ona tako ekvivalentna Dončiću v basketu, a ne, če gledamo v plezalskem svetu. Tako. Kar je noro, ja. Ja. A ti si tudi izhajaš iz športnega plezanja? Ja, ne? Ja, jaz sem začel leta 1991 športno plezati, ne delati stran v Novih Jaršah, krožek v šoli, fajn, pa smo bili pač kar zagnani, imeli smo v bistvu dobre trenerje in pol smo pač plezali, trenirali, hodili v naravo, veliko plezati, pa reprezentanca mladinska. Pa nekako ta razvoj je šel na kratko par enih bolj v tekmovalni šport. Jaz nisem bil toliko talentiran za tekme in sem se pol bolj usmeril v skalno plezanje. In pa sem nekako
prestopil iz teh en raztežaj dolgih športno-plezalnih smeri na daljše smeri, tudi športno-plezalne. Ne vem, Pakljenica je znan tak plac tle, kamor Slovenci radi hodimo. Tam so stene do 350 metrov. Pa pač tudi v alpinistično šolo, tam dobrih 10 let potem, ko sem začel športnim plezanjem, sem šel pol v alpinistično šolo in to me je pol v bistvu zelo definiral do točke, kjer sem danes. Se pa zdaj spet zelo športnim plezanjem ukvarjam, ker v bistvu sem potem to počel za kruh, sicer ful strastno, skozi, ampak pač sem pol iz tega tudi pač se preživljal skozi. Športno plezanje, poučevanje, plezalna šola za otroke, za odrasle, pa pač zdaj gym, komercialni center. Tako. Ja, kaj pa ta drugi del, povezan z gorami? Ko sem nekako spoznaval tebe skozi nek research, neke stvari o tebi, večkrat omenjaš tako naravo. Ja, pač tam se imamo najboljši. Ja, se strinjam, ja. Mislim, pač jaz sem skozi hodil ful plezat ven, zato, ker takrat, ko smo mi plezali, saj pač neka osnovna infrastruktura je bila dobra. V resnici zdaj, po vseh teh letih, ko gledaš, ko se šport razvija, pa kje trenira najboljši. Najboljši ne trenirajo na bistveno drugačni infrastrukturi, kot smo mi trenirali v 90-ih. Pač šejpi oprinkov so drugačni, drugače pa to še zmer neki pajzli telovadence. Ti za vrhunski trening ne rabiš 20 metrov visoke stene. Pač to rabiš tu pa tam kdaj. V resnici pa rabiš ful dobro boulder steno, spray wall, šutalnico po slovensk. No, in v bistvu mi smo hodili veliko plezati v naravo, ko smo imeli čas, pa ko nam je bilo to dobro. Jaz sem bil z Ljubljane, pač celo zimo smo hodili na Primorsk, na sonce. Osp, Miša Peč, skozi, pa Vipavska bela, pa poletna Gorenjsk, Bohinjska bela, pa na Štajersk, Kotečnik. To smo skozi in jaz sem imel pa skozi frende iz teh perifernih, z Primorske sem imel prijatelje, z Gorenjske, z Štajerske in pol v bistvu pa so ti fanti pa šli v Ljubljano študirati, pa smo tle hengali študentje. Pa smo se pa začeli meniti v bistvu za odprave, ker se nam je to, ker v bistvu mi smo odraščali v neki alpinistični skupnosti, ki je bila takrat še dost povezana športno plezalno, to je zdaj dost na nek način se je malo separiral, ker pač športno plezanje je zelo komercialna scena, ratuje in pač čisto v redu. Pa imaš tudi športno plezanje, ki je tako underground, še vedno te razni pajzli, ki je super cool scena, še vedno. Alpinizem je pa pač postal dost na istem nivoju in takrat smo bili pa vsi zelo povezani in mi smo v bistvu pač s temi alpinisti tam gor rastali in poslušali zgodbe, kako so oni hodili po svetu, raziskovali svet, hribe, imeli pač tako resne izkušnje za sabo, razne. In v bistvu smo se pol mi tudi nas je to potegnili, da bomo šli na odpravo in ko smo začeli hoditi na odprave, pol pač je to nek način življenja, ki po moje te zaznamuje. In kaj je bila prva? Spomnim. Prva je bila v Kenijo. Kenijo? Ja, mislim pač te po Evropi smo skozi hodili. Aha, okej. Ja. Pač to v avto se usest, pa se peljati v Francijo, Španijo, to je bilo navaden. Ja. Kenija je bila prva odprava, ja. Okej. Pač na severu puščavo. Ko je to zgledal? To je bilo noro. To smo šli, stari smo bili, jaz sem bil star 21, bilo nas je 5 frendov, najstarejši je bil 26, vsak je bil en let starejši. In mi smo se zmenili, da bomo nekam šli in pa smo najdeli na naslovnici ene revije, takrat še ni bilo interneta kot tazga, bili so maili že. Ja. In smo pač to uporabljali za komunikacijo, da smo se pol tja odpravili, ampak v resnici takrat se je brali še revije, pač v teh skupnostih so se širile informacije in smo mi pač to videli in smo rekli, sem gremo mi plezati, ker mi nismo bili nek format himalajskega plezalca, ker smo bili še zelenci totalni,
niti še nismo bili alpinisti po nazivu nič in smo šli po Kenijo in smo prišli, mi smo imeli priprave in let dolge, da smo tja prišli, zbrali sponzorje, ne vem, koliko Pixan, Rdeče pese, Kirikijo, riža, Rio Mare, tunine, ne vem, svašta. In pa smo šli in pa smo tam plezali, nas so zapeljali z nekim šolskim avtobusom z eskortom vojaškim 800 km na sever od Nairobija v totalno praznino, nič. Od tam, ko smo bili mi, 300 km naokrog ni bilo mesta, kjer bi bila elektrika. To je bilo pač res kot divje. In pa smo tam plezali in pa so nas prišli. Po 24 dneh so nas prišli obiskati, mi smo imeli tam sicer pač nek support tim, pač nek organizatorko, ki je tam rihtala nam pač dostavo vode s kamelami, pa to nosati iz doline, do kamor so kamele prišle gor, tam, ko smo imeli mi ABC tabor, pomožni, pa kuhanje, pa vse to. In pa smo mi pač tam dobili ta obisk po 24 dneh, so preleteli za eno cestno, frendi, nenapovedano, so se pripeljali, frendi, pač v bistvu ta glavna organizatorka s svojimi prijatelji je prišla žurati za 24 ur, ker je imel ta njihov friend pilot avion, oni so dali za kerozin, imeli so 24 ur cajta in so se pripeljali s polnim avionom hrane, perčkov, vina in pa smo imeli tam feštico in pa smo mi nadaljevali, oni so šli pa nazaj v civilizacijo. Pa smo se pa mi dol pripeljali v Nairobi, žurkice, mi smo bili pa tam ful neke zvezde, da pač oni so v bistvu potomci britanskih pač prišlekov tja, ki so se z raznimi posli ukvarjali in v bistvu za Britance so bili plezalci, alpinisti, ne, tako, heroji. Ne. In mi smo bili za njih totalni heroji, so nas tam po rokah nosili, so nas za ene vile v drugo vozili po žurkah, privatne voznike pošiljali, tako da kar kul, za biti 21 na avionu, tam te po rokah nosijo, pa smo šli še malo na Indijski ocean, na en otok, Lamu, tako ful kul scena, smo bili še tam en teden, pa dan. Kje ste pa spali, ko ste bili to smo imeli v tujini? Kaj šotori? Šotori. Kaj pa kaj živali? Ste imeli kakšno srečanje? No problem, no spiders, no snakes, videli smo kače. Tudi ta padalc je stopil enkrat na kačo. Pač, itak, ne. Pač to za njih, ki so tam navajeni živeti, ni problem, ne. Tudi pač taka tarantela je bila v šotoru, tam, ki je bila hrana skladiščena, sej, ne pač tam, ki smo mi spali, ki smo skozi zapirali. Pač divina. Ja. Jaz sem šel pol tja nazaj, sem pelil familijo leta, tik preden je korona se začela, sem pelil familijo. Na isto lokacijo? Na isto lokacijo, z istimi temi lokalci. Za 14 dni smo šli malo tako. Hudo, kaj je safari v bistvu? V bistvu na safari. Še bolj... ampak pač tak, top safari. Peljali so nas z aviončkom, smo šteli slone, sledili čredam. Kako kul scena. Pristno, ne? Ja, pa v bistvu pač na pol zaston, ker so to naši frendi. Mi smo se kaj pripeljali z avionom, pa smo bili pa v njihovih rokah. Oni se pa ukvarjajo v bistvu s top-end turizmom. Pa z raziskovanjem navad slonov, pač ima neko NGO organizacijo, ki raziskuje te slone, pa se bori za ohranjanje, ne pač, ki jih tam še zmer streljajo, pa tako. Tako zanimiv, ful dober. In po tej ekspediciji, ki ste imeli, kako je izgledal pol proces, ko ste dan prišli? A je šlo takoj planiranje? Jaz sem tle hodil na faks, na ekonomsko fakulteto, jaz sem prišel na faks s tako čupo, čisto dio, valjda. In sem prišel do profesorce in sem rekel, kako zdaj, jaz nisem hodil na te obvezne vaje, zdaj mi ni bilo 2 meseca. Ja, ona je rekla, je v redu, pa ne vem, tako bo zdaj šlo, se sem pozabil, ko sem se že zmela, ampak skratka, jaz sem pol pač pospešeno nekako je v ritem to, kar sem zgubil, drugače sem kampanjsko študiral.
hodil sem malo na predavanja, pa na vaje, pa to, drugače smo pač mi plezali, Ja. skozi sam plezali, Ja. pa ne pač v Ljubljani 4-krat na teden v telovadnici 3 ure, ampak cele dneve v naravi. Ampak pač, ker je bilo treba se naučiti, pa izpite narediti, to je pač zame proces 1 mesec, sem se zaprl v knjižnice, vnuk, ne vem, pač tehnično knjižnico in smo pač naštudirali, naredili kljukca in pa smo spet plezali. A si doštudiral? Ja, sem, ja. Lepa. Sem. Pol je bila pa naslednja odprava, pol sem se pa zmenil z enim super cool dečkom, ki ga ni več, ki ga je na čoju, pač ga je višinska bolezen zaključila. Miha Valič, midva sva šla pol v Yosemite, pa sva splezala to steno, ki je ta Alex Honnold El Solero. Capitano. El Capitano, točno to smer, ki je on pač brez štrika zlezel, Ja. se midva zlezla. To je bilo 2003. Pa smo se pa tam zmenili za naslednjo odpravo in smo šli čez slab let v Pakistan, pa če sem pa to, ko enkrat tako začneš hoditi, to pač ne nehaš. Ja, itak. In pa smo šli pač na to odpravo, pa sem jaz dobil resno punco, ki je še zdaj mati najinih otrok, pač partnerka, Alenko. Pa smo pa tam zviseli v Pakistanu, je bilo ful dobro, huda izkušnja, jaz sem takrat tam 3 mesece, 2 meseca skoraj na odpravi, pa pol še 50 dni na odpravi, pa 40 dni sem pol z Alenko potovala po severnem Pakistanu, noro. Tam sem pol ugotovil, da v resnici mi je še boljš skoraj potovati na tak način pristen, kakor ful biti komiten v neko plezanje. Se plezati je super, sam je pa to lahko tudi frustracija, ker ti pač rabaš en kup denarja, da greš na odpravo, zbiraš neke točke, ful treniraš zato, da pač boš navšpičen in to je pač sicer, vsi vemo, ko smo pač športniki, da je to pač nek proces, ki ti ful da, ampak so pa to tudi lahko neke frustracije, ker plezanje je zelo zahteven šport, ni to tako zelo sam na fizičnem nivoju, je tudi ful glava, varnost, psiha, soplezalci, 100 faktorjev. Plezanje je v bistvu zelo kompleksen šport in v bistvu ti, da si dober alpinist, imaš potem pa še toliko več disciplin, pa imaš skalo, pa imaš led, pa imaš kombinacijo, ko plezaš s cepini, malo po skali, malo po ledu. Vmes se kdaj preobuješ v plezalne čevlje, pač v unih cajtih smo to kdaj naredili, smo se v plezalne čevlje preobuli, pa v eni roki držali cepine, z drugo roko po skali. Zdaj so pač toliko hudi alpinisti, te pač v Sloveniji so pač še zmer top end plezalci, oni zdaj pač v derezah pa s cepinom pa pač popraskajo po skali, zataknejo, pač se sploh ne preobuvajo več, so res toliko notrne. Tako da pač vse to smo trenirali in pač, ko sem omenil frustracijo je, pa pač ti greš potovati, ne, in v bistvu hodiš sam čez nore hribe od najbolj zakotne vasi, čez hribe do druge najbolj zakotne vasi, krasni ljudje, odročni kraji, tako zelo pristno, zelo nepozabno. In to sem pol tudi se vrnil s familijo. To sem se vrnil pa s familijo lani v Pakistan, v te iste kraje in so v bistvu praktično isti. Tako kot v Afriki se tudi tukaj ni bistveno spremenilo v teh odročnih krajih. Vsi imajo sicer telefone, pa repetitorji za GSM telefone so tudi v zadnjih vaseh praktično, ampak to je pa vse, kar so je spremenili. Ceste so iste, folk je isto prijeten, še zmer popoldne je na vasi, so vsi vzuni, so vsi družijo. Pač ko, cool scena. A imajo kakšne televizije, radije? Kaj imajo, radije so imeli že. Radije imajo, ja. Radije imajo, televizorje tudi ponekod imajo, valjda tudi elektriko, ne. Telefonov pa ne, tako da bi imeli... Telefone imajo in imajo tudi pametne telefone. Jaz z njimi komuniciram prek WhatsAppa, zdaj zelo živahno. Ampak v resnici niso sužnji teh telefonov.
Pismo, ja. Nimajo tudi, po mojem nimajo niti, po mojem, toliko denarja, da bi imeli toliko podatkov, da bi jih to, veš, ne, pač, ker včasih, ko smo imeli mi telefone, pa smo se slišali, pa kaj smo si napisali, je bila to ena doba. Ne? Zdaj, ko je pa vse na telefonu, pa v bistvu ti lahko preživiš življenje s telefonom v roki. Pismo, ja. Mislim, pač loga pač za kockast celega. Mi smo bili zdajle na Maldivih s familijo in sem opazil, koliko so konstantno bili te ljudje, ki so prišli delati tja iz Šrilanke, pa iz, kaj še tam, na Burma oziroma Mjanmar. To so konstantno bili na telefonih. Tip je kuhal in je imel na FaceTimeu ženo ali ne vem koga, ne. Medtem, ko je on kuhal, skozi na telefonih. Si hodil okoli, so v senci ležali takole na telefonu, TikTok gledali, na polno na glas, da smo še vsi mi slišali. Ja. In sem bil tako faks star, ja, ne. To izgleda da sploh pri nas, ki se dosti zavedamo tega, pa negativnih posledic, pa itd., ne, saj nekaj zavestno za to delamo, hočemo nazaj v naravo, itd. Te revni narodi, ki so dobili telefon v roke, ne, pa ko slišiš, da ima v Indiji vsako v bistvu telefon, pa ko pregledaš, da jih je, ne vem, 2 milijarde, koliko je Indijcev, vse ne vem. Ampak, da je toliko ljudi pač dejansko pozornost usmerja cel dan samo to, ne. Živijo pa v revščini. Ja. Grozno. Ja, pač, sej, industrija najde pot. Tako da, to je pač bil prvi Pakistan, pol smo šli malo trenirati, smo pač se izučili, ko pač smo bili tam še zelo nebogljeni, ko smo bili prvič v Pakistanu, vse plezalci smo bili v osnovi že kar zgrajeni, ampak ne za višino, ne za zelo zahtevne razmere, ker ti pač vrže pol metra snega na navpično granitno steno, pa mislim, to so pač pol zahtevnejše okoliščine, kakor v El Capu, ne. Si samo fizično plezanje, če ni snega, je tam, ne. Je pa dejstvo, da El Cap je na, ne vem, 2000 nadmorske višine do, ne vem, koliko že, 2 neki, ali pa tako nekako. V Pakistanu smo pa mi plezali na 6000 s 1000-metrsko steno. Pač tak lep hrib. Poglej, Trango Tower. Trango Tower. Tako, najbolj popoln hrib, tako tak falus. Aha. Prav falus. Ja. Kilometer visok. Kaj pa je Granit. Granit. Ja. Vsi te veliki hribi so praktično z granita. Aha. To pa smo malo trenirali, pa smo šla z Alenko v Ameriko na en road trip za 2 meseca, pa so tam še malo osvojila to tehniko plezanja poči, ki je v granitu zelo pomembna, ker pač pri nas plezamo bolj tako, pa tako, pa tako. V granitu pa v peščenjaku plezaš pa poči. Aha, to je tisto, ki greš po eni liniji. Ja, in to je čist druga tehnika, čist drugačen pristop in to doskrat predstavlja veliko težavo izjemnim plezalcem, ki so vajeni tega plezanja, ki je v Evropi bolj doma, pa ki ga vidimo pač na tekmah, dobro, to zdaj sicer pustimo tekme, to gre zdaj v druge skrajnosti, bolj v parkour, sodobno športno plezanje, tudi to, kar se zdaj v plezalnih centrih, boulder v plezalnih centrih pleza je v bistvu nek odklon od tega klasičnega plezanja, ki ti pride prav za v naravi, te naravi, ki smo mi tle doma, ki pač tle pri nas se moraš dobro držati s prsti, sodobno plezanje v telovadnicah je pa po nekih velikih uprinkih. Pa vse na nogah, bolj ne. Ne toliko na noge, ful spretnosti moraš imeti, pa drugačen spretnosti, ampak ne rabiš toliko močnih prstov. Aha, ja. Zato, ker pač prste je najtežje natrenirati in je to pač nek faktor, ki ti najbolj daje po klunčku kot nekemu začetniku. Ali pa tudi ne toliko začetniku, pač prsti so najbolj omejujoč faktor. Ker ga naš toliko ne treniraš, ti biceps lahko natreniraš, pa stegen, pa hrbet, pa rame. Prstov pa ne moreš, je pa nek plafon in pol ne gre več in
za plezanje v naravi, pri nas rabiš pač močne prste. Ko pa Es- plezeš poči, pa ne rabiš tega in je ful dober. Aha. In tudi zato je meni to mogoče zelo pasalo, zato ker pač sem prišel v skali pri tem našem plezanju do neke meje, ko smo pa začeli plezati poči, je pa to drugače. Ne. To nas je pol vleklo v Ameriko, pa pol še enkrat v Pakistan naslednje let. Pol so prišli pa otroci, pa resni službeni projekti. Pa je treba biti malo na pauzo. Okay. Ja. Preden gre na pauzo, bi te potegnil malo nazaj na kapitanijo, na El Capo. Ja. In sicer me zanima, zato ker sem gledal ta dokumentarc od Alexa, ki je plezal to free solo. Me zanima, kako si ti dojemal to steno. Ker ko gledaš njega, sta šla pri meni tako dva občutka. Eno, majster stari, če ti kle dol padeš, je gotovo, a ne? Kako sploh se odločiš, da greš nekaj tasga delati, iz nekega pogleda neveščega plezalca, a ne? Pa drug, ki je bil, če bi šel štrikom, kako bi to nek plezalc, ki gre štrikom, kako bi on to plezalno steno ocenil, a ne? Ker res, ki tebe vidim zdaj brez štrika, kle gor, je to že itak fertik, a ne? Moj umski proces je itak, pač ti lahko zdaj vsak cajt umreš in drugega sploh vidiš, ne? Kako si ti dojel steno? Drugač imaš plezalce, ki se imajo dober, pa so super, zato ker se imajo dober. Pa imaš plezalce, ki porivajo lestvico višji, pa se imajo dober, pa so pa še pač na nek drugačen način face, ki so pač malo boljši ali pa na nek način vrhunski atleti. Pa imaš pa plezalce, ki so pa pač izjemni, neponovljivi vesoljci. To so pa ta klasa Janja, Alex Honnold in podobni. In to v osnovi splezati je pa bilo takrat še kar vrhunsko dejanje, ko smo mi z Mihatom naredila leta 2003. Pol, to, kaj pa on naredil, to je pa tako. To se taki se najde pa, ne vem, na par generacij en. In on je pač tako na meji perfekcije pa blaznosti človek. Imamo tudi v Sloveniji take kalibre. Ja. Ne točno na takem nivoju, ampak zelo blizu, pa noben ne ve za njih, pa v preteklosti jih je bilo en kup. Pa to je pač neka stvar v alpinizmu, ki pač ljudje pridejo do neke točke, ki to pač presega nek normalen okvir, ki ga razume povprečen človek. Še mi, ki smo alpinisti, tako ne. Pa se mi tudi daj, ki splezamo brez štrika, ne. Ja. A veš, v hribih so situacije doskrat tako malo mejne lahko, ne. Mislim pač, se zavedaš, da včasih malo si na meji, ne. Mislim, razne nevarnosti so lahko, ne. Zdaj lahko se tega malo bolj izogibaš, lahko se zavedaš, da si blizu zelo resnih okoliščin. Eni pa pač to suvereno počnejo. V Sloveniji smo imeli en kup enih izjemnih alpinistov, ki so po hribih solirali gor dol, nore stvari in še zdaj to počnejo, pa se ne snema v njih dokumentarcev. To je pač tudi komercializacija. Amerika je pač komercializacija na polno, a ne. In v resnici kakorkoli je Amerika kul, gre saj meni osebno še kar tudi na bruhanje, ne. Ta pristop, ne. A veš, pa en kup denarja, pa National Geographic, pa cel svet ve za to. Vse je kul, ne. Vse je pač izjemen dosežek, presežek. Ampak, ja. Je pa itak, jaz pač, ko sem to plezal, mi je jasno, kaj je pač tip naredil, ne. Saj neke stvari pri plezanju, tudi če so zelo težke, ne, pa zelo izpostavljene, itak, če padeš, je konc, ne. Je konc, če padeš iz 50 metrov, kaj iz 800 metrov, ne. Ampak so stvari lahko pod kontrolo, ker je tak način plezanja, če si ti pač toliko vrhunsko pripravljen, telesno, tehnično,
pa v glavi, ne, Se top. je to ok, se pač, ko se pele smukač, ne vem koliko, 120 km ali 150 km na uro, to tudi, to je ista scena, a ne, pač doskrat, ne, ali pa avtomobilistični športi, mislim, veliko imaš tega, ne, ali pa kolesar, ki se vozijo s klanca dol 80-100 km na uro, to je pač ista scena, ne. Ampak ne, pri plezanju ti lahko kontroliraš neke stvari, če si strong v mišici v glavi, sfokusiran. Včasih so pa stvari zelo na meji in recimo to, kar je naredil ta Alex Honnold, v unem delu stene, ki je v spodaj, ki je položen, ki je v bistvu po ocenah relativno lahko, je en del tako gladek za noge, ki je v bistvu po mojem najbolj triki to v celi steni. Pa je to v bistvu zanemarljivo po oceni, če greš ti to plezati s trikom. Ja, pa tako, da lahko ti pa nogo odnese, ne. Težko si čist prepričan. Tako da to, kar on naredil, je po mojem še kar. Meni je bilo zanimivo, pol, ko so ga tudi sprašvali. Jaz sem se itek sprašval, zakaj to delaš, a ne? Kaj iščeš, a veš, kaj ti mislim, a ti kaj manjka? A dejansko je to še edino, zaradi česar se živ počutiš, ali pa da imaš občutek, da dovolj delaš, da si dovolj upaš, a ne? Ja, po mojem to. Ja, in je rekel, mislim, da je rekel nekaj v smislu, da bolj da smo ljudje pozabili, kaj pomeni, da te je strah za življenje, a ne? In da on se želi sam tega spominjati na ta način, ampak da ko je on v steni, on je 100% v trenutku in si zaupa in ja, mindset je tam, kam mora biti, a ne? Ja, po moje pač te občutke, ne, da se dobro počuti, ali pa jih je takrat rabo, ne vem kako, kje je zdaj on, kjer filmu, ampak v resnici, po moje pač v osnovi to nek zelo močen notranji motiv. A misliš, da bi plezal to, če ga ne bi snemali? Zelo verjetno bi. Bi, a ne? Ja. Ja. On je veliko splezal prej, ko ga niso snemali. Ja. Pa se ti pravim, tudi v Sloveniji so fantje delali nore stvari, pa sploh noben ni vedel. Pa mislim, delajo zase, tako da jim je, tem je res vse in pač dobro, kaj me boste zdaj kle snimali, jaz ne rabim dokumentarcev, ne. Ta ego je tako po moje razgrajen, da bolj jaz sem kle alpinist, plezalc, pač vse mi je za vse ostalo, a ne. Ja, to so po moje neki občutki, ki se jih pač zastopaš, ne, se tudi, ko greš ti v hribe s štrikom, soplezalcem, so dosti podobni občutki v smislu, kaj ti iščeš, pa kaj dobiš, ne. Ampak, ko si ti pač enkrat na tem nivoju, pa ko imaš ta talent, pa to kapaciteto, da to pač narediš kljubce s štrikom, pa soplezalcem, in pol ti to pač več ni zadost, ne. Vzameš pač močnejšo stvar, ne. Greš pač plezat sam. Ja. A zbil kdaj? Ja, sorry. Tudi pač, razumeš, eni bolj paše ta samota kot drugim, ne. Meni je bilo pri plezanju vedno najboljša stvar to, da sem imel, ne sam pri plezanju, meni je najboljša stvar početi nekaj v dvoje z nekim soulmateom, razumeš? Ali je to plezanje, ali je to potovanje, ali je to ustvarjanje družine, načrtovanje družinskih počitnic. Meni je cool stvari početi v dvoje, pa se dopolnjevati, pa v bistvu en drugega podpirati. A veš, pa pri plezanju je tako, da načeloma v navezi se ti menjaš. En spleza gor, drug spleza do njega in gre naprej. In potem on, ki je prvi začel splezati do drugega, razumeš, in greš tako, se menjaš, se dopolnjuješ, ne, in tudi, ko ima en mogoče slab moment, slab dan, drug vleče, ful, tako pač, res posebni feeling in tudi, ko pač ti to splezaš, ko se sprostiš v dvoje, razumeš, pač imaš neko zgodbo še z nekom in te to res poveže in v bistvu ta feeling, to povezovanje in to v bistvu stvar, ki je že športnega plezanja naprej, iti skupaj z nekom na Primorsk, na Štop, ko si star 16 let, štrikom v ruzaku, pa s 3 sendviči, ki si pač po 3 urah v šoli, jaz sem hodil na Vič v šolo,
pač po 3 urah smo imeli malco in pač sem pojedel svojo malco, pa pobral še vne sendviče od frendov, ki jih ni bilo sošolcev, pa na Dolgi most, pa štopati pa na Primorsk, pa se tam srečati z enim kolegom, ki je bil iz Sežane, pa tam plezati do teme, pa naštop nazaj, pa naslednji dan v šolo. Hudo. Pač, ne, veš, in te stvari te povežejo in te tudi oblikujejo, na kak način razmišljaš in delaš, ne. Tako. Kaj ste hotel vprašati? A si bil kdaj v situaciji, kjerkoli v karieri, karkoli, da si tako v svojem delu, torej povezavi z alpinizmom, bil nekako v situaciji, ki te je bilo res strah? Tako da si imel občutek, ok, zdaj se gre kle, življenje, smrt. Si imel kakšno tako situacijo? V steni, na sprehodu, kjerkoli. No, ja, imel sem več teh situacij. Ja. A me lahko kakšno peleš? Zdaj, v hribih v resnici ni neke take zgodbe, ki bi bila tako fulmejna. Jaz se ne spomnim. Bile so ful resne situacije, ka pač veš, da če boš zdajle padel, boš zadnjič padel. Pa tudi sem padel, se mi je odlomil stop, recimo. Pa sem imel ful srečo, tako ful srečo. Jaz nisem neki motorični človek, ampak takrat sem ninja pristal na eni policiji, sicer sem imel odprti spak gležnja, ampak če se ne bi tam ustavil, bi bil rastlina ali pa mrtev. Kje je bilo to? To je bilo Triglavu. Tukaj me je ego nesel, ker v bistvu sem glih naredil strokovni izpit za gorskega vodnika, ki je pač neka taka zelo zahtevna stopnica v razvoju, pač v mojem razvoju, ali pa v razvoju vsakega gorskega vodnika je pač to ta zadnja resna stopnica. No, pa pač pride itak resne stopnice, vsakodnevne štenge, kad delaš kot gorski vodnik. No, ampak takrat me je po mojem malo odnesel, se pač mene večkrat v življenju odnese, ker tako dosti čustveno neke stvari dojemam, pa počnem. No, in skratka, problem je pa v tem, po mojem, da je en dan prej bila nevihta in a veš, ko pač dežuje, je veliko vode in čez stene teče voda in apnenc, ne, upija vodo. Ni tako, kot granitka odteče voda. Apnenc, peščenjak vodo vzame nase in to je tako, kot beton. Če je moker, nima te trdnosti, kot če je suh. In isto je skalo. Jaz sem pač nisem razmišljal o tem in se mi je v eni lahki smeri, v neki situaciji, ki sem pa v bistvu zelo hitel, pa plezel tako zelo, lahko bi rekel, ne samo drzno, ampak predrzno ali pa mogoče malo arogantno, sem tako hitel, ne, in se mi je z eno roko sem bil naslonjen, z drugo nogo sem stal, ta noga mi je padla pa dol, stop se mi je odlomil, pa sem stal, s to roko sem šel pa glih, tle sem bil sam naslonjen, s to roko sem šel pa na naslednji upring. In v bistvu sem bil sam na tej nogi, pa na tej nogi in mi je ta noga dol padla. Veš, pri plezanju, klasična šola uči, da imaš 3 oporne točke. Eno, drugo, tretjo in to premikaš, ne, da si res pač ko ziher, ne. In resnica, ki te bo učil vsak mentor v hribih je, da pade se ne. Ti pasti v hribih ne smeš. Saj si privezan, pa imaš kline, pa imaš različne točke za varovanje, ampak v hribih ne smeš pasti. To je tako, ne. Temu se izogibaš. Tako da tam me je nesel, po moje, me je ego nesel. Ta je bila zelo resna situacija, ki sem veliko od nje potegnil in se dostikrat tega spomnim in si rečem, dober,
ego brzdi, imej stvari pod kontrolo, ne z glavo skozi, ne se ti ne mudi, tam ka pač tako ne, sej pač se moraš sprostiti, pa se moraš imeti dobro, ampak v resnici so to stvari, ki jih moraš imeti zelo pod kontrolo. Čeprav to traja včasih zelo dolg, ne, v hribih, ne, in v bistvu glih to je po moje tudi ta feeling, ki tudi te soliste dela, ki jih pač vleče. Meni je najboljši odklop in od posla, in od skrbi, ali pa od kakih prepirov familije, ali pa tudi lastnega nemira na nek način, če gremo v hribe, v neko resno situacijo, ki traja ure. To je v bistvu najboljši način, da spucam glavo, da se zresetiram in telesno, in mentalno. Razumeš? Ja. Pač ko. Ja. To je po moje tudi pri teh solistih in to zelo, a veš, pač ne, kva se njim v glavi dogaja, ker res drzne stvari počnejo, ampak bi rekel, da verjetno, ker greš blizu svoje meje, ne, sposobnosti, ali pa v zelo resni situaciji v hribih, ne, pa to zdaj ne pomeni, da smo mi, da smo nagnjeni k neki samomorilnosti, ali pa to sploh ne, ti pač kontroliraš, zastopaš, kaj počneš, ampak so pa to resne situacije, tako kot če se s hriba dol z biciklom peleš hiter. In treba, da se peleš 100 ali pa 80, ali se peleš 60 ali pa 30 po nekem makedamu. Ne, moraš biti zelo noter in zelo zbran. Ja, aktivno usmerjanje pozornosti oziroma zavesti, ki te distancira od misli, ki so pač iluzija. Čist moraš biti noter. Ja. Ti moraš biti čist fokusiran. Ja. In tudi gorsko vodništvo je meni točen ta stvar, ker se zelo skoncentriram na okolje, kjer sem, in še dodatno na gosta, ki ga imam na drugi strani vrvi. In imaš dve stvari, ki te čist okupirata. Imam se dobro v hribih, ker sem sam sabo, in imam se ful dobro isto, kadar sem z gostom. In ker to ne delam, to ni kruh, od katerega se jaz nasitem, ampak so to pač neke situacije, ki so meni tako res užitek, in pač zdaj vedno bolj to počnem samo tok in samo takrat, ko mi to res ustreza. Vse kdaj se moraš brcati, ne, da se zorganiziraš za nekaj, pa da se nekaj zmeniš, pa da, ne vem, zgodaj vstaneš, ali pa da se nekam premakneš, ali pa da natreniraš za neko stvar tudi, ne, ampak v resnici je to cel proces, ki te res napolni. Ful dobro. Zresetira pa napolni. Tako da to je bila pač mogoče ta hribovska situacija, ki je bila tako zelo resna. Mislim, so bile pač še druge resne situacije, ampak zdaj nimam nekih, mislim pač kvačem razlagati. Itak, veš, v hribih ti. Ja, se to je. Prvič, ko sem šel plezati v hribe, prva tura v hribih, ne v steni, ki je bila s fedrovci opremljena pa 300 metrov dolga, ampak ko sem šel prvič plezati v tak alpinizem, me je peljal legenda Pavle Kozjek, zmenila sva se v četrtek zvečer na alpinističnem odseku, ko smo šli na pivo, pa klepetati, pa se družiti, me je tip pač mi je rekel po 3 perih, kva delaš jutri, sem rekel, ne vem, na faks bom šel, verjetno na 3 kave, pa pač to je to. Poldne pa na stenco trenirati. In je rekel, kva pa če šla midva v Triglav? Pojva. Pa ne, sam nimam ta pravih pezalk, imam same ful tesne. Ne, za šport upije, pač tle, najcene, tle si zrihti od enega. Pa mi je en fajn posodo pezalnik, in sva šla. To je bilo tako, ka pač, ne, je včasih bilo. Je rekel, nič, tlele imava 2 kamenčka, če dobiš tavelzga, greš ti naprej, če dobim štamalga, grem jaz naprej. In sem itak dobil tavelzga, sem rekel, kva pa ne zdaj, je rekel, tle imaš kline, kladu imaš, ne, tle imaš frende, to so te stvari, ki jih zatikaš v poči, pa jebice, tle tamle gor pejt, kaj sva šla neko njegovo smer v Triglavu ponavljati, 7 minus,
pač, razumeš, tip je prišel do mene, jaz sem nekaj zataknil, se zatikati sem že znal, te frende, pa sem prišel na polico, se mi je itak drl tam štanti, sem pač pogledal, kam nekaj vtaknem, se ni dal, sem vzel klin, pa sem ga zabil, ker ga nisem najdel v skali za zabit, sem ga zabil v tla, v tako polico, ker so bili drobni kamenčki, pa malo večji kamni skup zbiti, in sem zabil kaj not klin, pa je prišel 2, sem se zadrl, pač zrihtu štrik, varujem, pride Pavle do mene, proba takole klin, takole ga prime, ga z roko ven potegne, drugega isto, da nazaj not, pa reče, naslednjič moš to bolj v redu narediti, in gre on naprej plezati. In preden on pride do štanta, edino točko varovanja, ki je dal noter, je bila ena jebica, se je pripeljala do mene dol. Pač tako noro, razumeš. To je bilo prvič, ko sem bil v prilih. Tudi po moje najbolj navaren, ne od vsega. Koliko si bil pa presran, ko si to delal z njim? A bi rekel, da te je bilo strah, a bi rekel, da pač si bil tako? Ja, pač itak te je bilo strah, itak si mlad pa neumen, itak si pod vplivom pač tazga hudega frajerja, Ja. ki je tako drzen. Pač on je bil itak navajen take stene gor pa dol sam plezat, ne. Tako da njemu to ni bilo neki noga, on je itak mislil, se ta je ful močen, ne, športni plezalci, itak ne bo padel, to je čist lahko, ne. Sam pač ti se s čist drugimi stvarmi ukvarjaš, nekaj je fizika, druga je pa, da zastopaš, a ti bo padel pring dol, stop. Kvaj je nevaren za onga, kaj v spodaj in tako naprej. Tako da, ja, pa so bile pa itak ful resne situacije, pa v bistvu v poslu, pa zdaj, da ne bo pomote, jaz nisem služil milijonov, ampak pač vseeno smo pa razvijali resne podjetniške ideje na zelo komiten način. Midva sva pač s tem partnerjem, ko sva naredila plezalni center, se sva imela tudi druge sponzorje oziroma investitorje, soulagatelje. Midva sva oba osebno poroštvo dala na banki za čez 1 milijon kredita 13 let nazaj. Vsi so nama govorili, pa stari, ti naredi 4 velik plezalni center, ki ga imaš tle narisan, ga jaz ti nor. Itak je bil premejhan po 2 letih. A razumeš, in pol pač mi, da sem imela osebni poroštvi, ni to zdaj zlata jama športna. Pač to je tako, commitment totalen, tako alpinizem, ne. Moš to delati srcem, da se imaš dober, ne, ni zdaj tle lahkega denarja. Tako da to je bilo še kar, in tam sem si večkrat rekel, stari, to je zdaj tako kot v alpinizmu. Tlele imam soplezalca njega, tlele imam steno, ta projekt. Ruzake sva napokala 3 leta nazaj, kar sva dala noter, mava štrik, ki je tok dolg, tok klinov, tok hrane, tok plina. Spalne vreče nimava, mava neko bundico, zdaj midva, ko sva vstopila v to steno, zelo malo prideš do točke, ki ni več povratka dol. Pot te pele sam čez steno. A ne, in v bistvu tako je pač tudi v poslu, ne. Zdaj, če ti v vsakem momentu imaš 100 nekih escape opcij, kako se boš umaknil ven, ni ta pravega commitmenta. Ja, res je. Ne prideš do tja, kamor prideš, če imaš ta commitment, to malo te blaznosti, ne, tudi na nek način. Tako je. Izhajaš iz sebe, to pomaga, ne. Torej ti si ves čas vedel, da je to tvoja strast, da ne delaš zdaj nekaj, veš, da bi delal sam zaradi denarja, ampak si rekel, lej, pač, zakaj pa ne bi tvegal za nekaj, kar... Ja, jaz sem pač razvil to stvar in jaz sploh, dobro, se pol v neki točki zavedaš, da veliko tvegaš, pa da veliko vlagaš, da vlagaš vse, še več, kakor imaš. Na nek način, ne, ker si še sposojaš, ne, in si skozi sposojaš in skozi to vlagaš, ne. Ampak v resnici, ker si ti želiš iti nekam, boš pač za to naredil praktično vse. Vse, kar je danes v tvoji moči, in v bistvu tudi s tem, kad te ljudje podpirajo na tak ali drugačen način, lahko še malo več daš v to noter, ne, a z denarjem, predvsem pa tudi pač ta suport skupnosti,
je meni vedno ful veliko pomenilo. Pač to, da te ljudje suportirajo na različnih nivojih. Ja, ker veš, kaj daješ, veš, kaj delaš za ljudi, a ne? Sej zato, ker to, a veš, to ne delaš zase, ti ne narediš plezalnega centra velika 1000 kvadratnih metrov za sebe. Ti ga narediš za skupnost, ker pač jaz sem to delal takrat in še vedno danes, zdaj spet zidamo, ne. Kaj večate? Ja, večamo, za 100% bomo povečali. Hodo. Jaz sem to vedno delal v bistvu zaradi tega feelinga skupnosti, ker mi je to toliko dal. Ker mi je to toliko dal od 11 leta naprej, ko sem začel plezati. Te ljudje, ki so mene vzgajali v plezalnem in siceršnjem smislu, ker sem pač iz super familije izhajam, vse super, ampak v resnici jaz sem od 14 leta naprej živel pod steno ali pa v mestu na sedežu alpinističnega odseka, kjer smo bili, ali pa v telovadnici, razumeš, pač mene je to zelo oblikovalo in meni je ta skupnost dala, ona je mene zgradila. Ne, pač nad točko, ko sem pobegnil staršem od doma pod steno. In mislim pobegnil. Ja. Kaj me je potegnil. Ne. In v bistvu ta feeling je bil vedno ki je bil najboljši pri vsej stvari. Dajati to ljubezen do plezanja te skupnosti, pa razvijati to kulturo plezalno. Hkrati je pa tudi zanimiva stvar, ker spet je ego pride do izraza. Veš, ker ti že misliš, da vse zastopaš v nečem, ne. Vidiš, da v bistvu se moraš zelo spet zresetirati, glavo odpreti, se razgledati, zato ker se šport toliko hitro razvija, ne. Športno plezanje se tako razvija, ta skupnost se tako razvija in v bistvu še vedno ful strastno rad plezam, ne. Kaj veš, tako, zase in tudi pač neke druge stvari, ne. Jaz sem vedno plezel športno, pa pol alpinizem, ampak vedno tako malo daljše stvari, daljše stene, daljše smeri, dolge, en raztežaj. Sem imel vedno to rajš, ker mi je to bolj pasal, ker nisem bil toliko močen, toliko eksploziven, nisem bil toliko za balvansko plezanje. Pa tudi to balvansko plezanje, takrat, ko smo mi gor rastli, ni bilo toliko razvito v tem lokalnem naravnem okolju, ker je bilo tega zelo malo, to je ful dobro razvit, tam, ker je granit, pa peščenjak. Apnenc ni najboljša skala za to. Zdaj me bo fanti popravili, da se motam, da ne zastopam. Sej tudi v apnencu se najdejo dobri balvani v naravi, ampak je to drugače, ne. Pa tudi več eforta je treba vložiti, je treba mah spucati, narediti lepa doskočišča, ker je to v nekih bregih, tako ne. Pol sem pa z leti ugotovil, glih na odpravah, da je res dobro plezati tudi balvansko, ker je kul, ker pač ti čakaš na vreme, da boš šel na 6000-ak, imaš 100 metrov stran od tam, ko imaš šotor, imaš pač lepe kamne iz granita in pač tam je super dobro plezati. Sicer nimaš teh blazin, crash padov, ki jih uporabljamo za doskakati, ne, mislim, za doskakovati, ampak v resnici s frendi smo to tam začeli početi in potem sem tudi kasneje tukaj s temi fanti, ki sem jih učil plezati, jaz, so me oni pol v bistvu navdušili in sem šel z njimi v Fontainebleau pri Parizu na peščenjak plezati balvane, pa v pod El Capom smo plezali tudi balvane in pol pač v bistvu kljub temu, da že misliš, da točno veš, kaj ti je pri plezanju dobro, pa kaj pa kako, po 20 letih ukvarjanja s plezanjem cele dneve ugotoviš, da ti je pa en spekter plezanja ful blizu prišel, pa da ga imaš rad, pa da je kul,
a ne, in v bistvu, a veš, je neko novo področje, ki ga zdaj raziskujem. Ja. In Nek nov izziv. ja, tako, dober, kul. Ja, v dobrem smislu. Ja, tako, razširiš se nabor. Sej isto, če povežemo spet z poslom, a ne pa, ko ustvarjaš nekaj svojega. Če ne bi bilo teh trenutkov izgubljenosti, a ne, ki te prisilijo v to, da si ti, tako kot si rekel prej, odpreš glavo, se nekaj novega naučiš, povežeš z nekimi novimi ljudmi in greš čez to, a ne. Ne bi mogel imeti te modrosti, ki te pričaka na koncu, ki nekaj zgradiš, pa nazaj pogledaš in ti je pol kar vse jasno, veš. Pa je to lahko nekaj tako simpel, ki ne vem, odpreti SP na začetku ali pa nekaj tasga, veš. Kaj enkrat to narediš, pa nazaj pogledaš, pa te eno vpraša, ja, simpel je, ne. Ker si pa ti pred to situacijo, da to narediš, si pa zgubljen, si pa tako, kvane, jaz naredim, stari, vse mi gre na kurac, tam moram iti tja, to moram odpreti račun, moram odpreti, kdo mi bo zdaj pomagal, noben ga ni, a ne. Pa enkrat daš to čez, si pa tako, easy, a ne. In po moje, da na ta način se lahko sam premikaš dalje. Ja, mislim, rutina pač mene še kar ubija in mi je dober, v bistvu mi daje bencin to, da je nekaj novega. Tako, novo. Lahko je pašta na drugačen način. Ja. Ali pa plezanje na drugačen način. Ali pa nek nov področje v poslu. Recimo, ful dobro mi je, ko gradimo, pa mi smo že takrat bajto zgradili, pa zdaj gradimo, pa vmes sem doma renoviral, pa se šel sam renovacijo pač dela hiše, kjer živimo. Pa vmes smo gradili zunanjo steno, pa vmes smo naredili še en balvanski center v Zagrebu. Ampak vsak od teh projektov me je nekaj novega naučil. Zdaj recimo sem res vpet v cel proces od in na banki vse, in projektiranje vse, in tedenski sestanki na gradbišču, in kvalitete betona, in ad hoc rešitve nekih situacij. Kul, ne. Super dober. Moraš si predstavljati prostor, ki mi je bilo itak vedno tako. Sem res rad to počel, pa malo smišljal, veš. Črn strop, kako bojo luči, stene, kakšne barve bo tepih na blazinah, a bi dal kaj na tla, kje bomo imeli dovolj prostora, da bo ljudje pustili ruzake. Veš, ko vse te stvari jaz hočem biti zraven, ker hočem biti res prepričan, da bo to tako dobro. Mogoče na nek način malo perfekcionistično, ampak v resnici ne. A veš, jaz to delam zase, ne. Ja. Pač ne morem živeti v nekem prostoru, ki ni dobro organiziran, ali pa ki je čist razmetan, ali pa ki je umazan. Ne morem, slabo se počutim. Imaš pač lahko kreativni nared, ne. Ampak pol jaz moram to pač pospraviti. Spucati, pa grem lahko naprej. Ja, popredalčkati lepo, da paše kaj, ka paše, ne. Takšen sem. Ja. Tehnica. A res? Bi rekli kolegi. Ja, kaj, po horoskopu? Moj best friend isto. Jaz imam fura tehnice. Ampak, a veš, da tehnica v bistvu ni fora o temu, o temu, kar sva zdaj govorila, ampak je, harmonija. Dejansko to, v bistvu to, kar si rekel, harmonija. Ne vem, nisem se nikoli se nisem ukvarjal s horoskopi pa s temi stvarmi. Ja. Ampak mogoče pa je kaj na tem, ne. Ja, ker mi smo mojega frenda zebali, da je neodločen. Ampak v bistvu ni. Sam pač ta diplomatska. Pretehtati moč, ti se moraš odločiti, ti to paše ali ti ne paše. Saj jaz, ker zdaj, veš, če bom nekaj se odločil, ne, bom v to smeril veliko svoje energije, ne. In zdaj energije imam pač omejeno, časa še malo bolj omejeno in pol se mi zdi, moram dobro pretehtati, me to zanima ali ne. Ker zdaj, da bom nekaj začel, pa ja, in ta odločitev rata še bolj pomembna, ko enkrat familijo dobiš, ne, oziroma otroka. Absolutno. Ja, deja se kaj vrniti. Prej sva tam ostala, ko sva šla pol na El Capo nazaj. Se pravi trenutek, ko pač se je tvoja družina povečala, kako se je spremenila dinamika takrat tvojega lajfa? Več stvari se je začelo spreminjati, se pravi, spremenil se je to, da sem
se staral, pa da je punca šla v resno službo, zdravnica, ne. Da nekako ne moreš biti ti svetovni popotnik, tvoja partnerka pa zdravnica na eni lokaciji, ne. Pač to ne gre. To je bila ena sprememba, druga sprememba je bila, da so me doma malo opozarjali na to, da moram dokončati študij. In pač pol, ko dokončaš študij, tudi pač je neko pričakovanje, da Služba. se osamosvojiš in ne, greš v službo oziroma da začneš delati oziroma skrbeti zase. Kar na nek način sem počel že prej, ampak ne, nisem živel na svojem, plačeval teh stroškov. In pol naslednja stvar, ki se je zgodila, je bila ta, da sem začel vedno bolj razvijati to plezalno šolo, ki mi je bila, najprej sem bil nekje kot študent, trener, ki sem poučeval plezanje, pol sem začel razvijati neke svoje stvari, pol sem odprl SP, najprej društvo, pol SP, pol sem pa bil v pričakovanju, da bom foter. Vse te stvari so se pač gradile vsaka na svoji strani, pač energije, prostora, časa je to, kar ga je, in fokusa, ne, seveda tudi. Jaz sem sicer še zelo se držal tega, kar mi je dajal feeling, pač plezanja, resnega plezanja, ideje, da bom šel naokrog še kam plezati, ne. Ampak v resnici so me pol ostale stvari čist preplavile. In tudi, ko ti dobiš otroka, ne, ti v resnici z unim momentom, ko vidiš, da trebuh raste, ali pa z unim momentom, ko pride otrok ven pa zajoka, ni zdaj to nek moment, tako ne, če si foter, ti je to jasno, pač ti v bistvu rasteš, ne, ta ideja v tebi se razvija, ti to počasi dojemaš in pol v nekem momentu pač druge stvari počasi se malo ohlajajo in pol v nekem momentu rataš malo distanciran od tega, saj sem veliko plezal še pa to, ampak ja, pač si oče, ne, in v bistvu tudi ta feeling se je tako razvijal in se imaš dobro, ne. In to delaš in bitje raste, pa se s tabo pogovarja, se s tabo igra, pa imaš ti valjda ambicijo, da ga boš peljal, da ga boš naučil kolesariti, da ga boš peljal na steno. Vsi starši to zastopimo ali pa pač vsi, ki smo imeli mlajše brate, sestre. En človek, ki ga zelo spoštujem, mi je enkrat rekel, v bistvu, ko sem ratal foter, mi je rekel, no, Jure, zdaj pa igraš igro pod realnimi pogoji. Bravo, a ne, iz vidika podjetništva je on mislil, no. Tako da zdaj boš čist drugače dojemal riziko, čist drugače boš dojemal odločitve, kakšne so posledice, bolj boš pogledal še nekoga drugega, ne, zdaj imaš odgovornost do nekoga drugega, ne samo do sebe, a ne. To je res, ne, ampak veš, to je spet tudi odvisno od posameznika. Ti lahko imaš ne vem kaj doma, pa te to ne premakne. To je odvisno od tega, kdo si ti. Ja, saj imaš ljudi, ki se odselijo, preden ratajo fotri. Pizde, to se ne bi predstavljal, stari. Ali pa, Ja, res je, velike samo imaš tega, prav, ne. ja. Ali pa imaš take, ki se odselijo 2 meseca, potem, ko ratajo fotri. Mislim pač, jaz zdaj ne bom nobenega sodil, ampak obstajajo različni, ne, modeli in modelke in tudi poslovni modeli in pogledi na poslovne modele. To, da igraš igro pod realnimi pogoji, mogoče pač v njegovi klasi, v njegovi glavi, si ti zdaj zanj zrastel, ker v bistvu si ima ta iste skozi svoj filter, engagemente, ja. Skozi svoj filter, ja. Sigurno. Meni so vse stvari spremenile, ne. Pač itak rata precej bolj zahtevno, ne. Pač težko je to vse usklajevati, ne.
Tako da ja. Jaz sem pol sem v bistvu zelo svoj fokus usmeril pač v razvoj pač te poslovne ideje, v to. Sem se s tem zelo veliko ukvarjal. Vse sem še šel na odpravo, pol 2010, za en mesec v Ameriko pa Kanado, pa je bil lušten, pa pol, se pravi 2006 je bila ta zadnja, pa je bila 2010, sem bila otroka majhna, 2007 pa 2009 letnik sta. Pa sem šel pa naslednjič 2017, pa je bilo tudi ful dober, pa tudi za slab mesec v Kirgizijo, pa je bilo cool, pa nisem šel do 2024 nikamor. Vmes smo bili v tej Afriki tako familiarno, čistko družinske počitnice. Plezali smo skozi, ne. Ampak kle, okolica. Ja, Evropa, ja. Ja. Po smo šli pa na ta trekking 2024. Aha. To sva si dolgo želela s partnerko, sva bila takrat, 20 let nazaj, 2004 sva bila tam in je bilo noro. Kaj ti je bilo to všeč? Vrniti se nazaj v čas, Aha. feelinge, te ljudi, te hribe nore, pristne. Pač to je nek poseben plac, ki težko razložim. Dostikrat me ljudje vprašajo, pa zakaj ti tokrat hodiš med te, in mi je rekel Arabce, jaz ne grem rad med Arabce, ker Arabci so, vemo kje, ne, ker arabski Polotok, ja. Mogoče še kje druge, kamor so se priselili od tam, ker so pač z ladjicami se v Sredozemlju ali pa dol ob Afriki vozili, ali pa kam proti Indiji, ne. Ampak v resnici, jaz grem rad med muslimane, ker so ful spoštljivi, na drugačen način živijo. Mislim, da se pač prepričan sem, da jih manj drži ta ideja zahodne civilizacije, denar, kapital. Manj je tudi alkohola, kar se tudi po mojem pozitivno odraža na družbo. Drugačne vrednote so in mi ful paše to, a je to Pakistan, a je to Maroko, a je to kak del Bosne, a je to Turčija, a je to whatever. Super mi je to, no. Mislim, ne vem, mogoče to naključje, da sem bil toliko v nekih muslimanskih deželah, ampak v resnici mi res paše to, mi je res dober. Hribi so pa itak najboljši na svetu v Pakistanu. Kaj si rekel, 6,000? Ja, do 8,000, ne, v Fak. Pakistanu. V Pakistanu, no, jaz sem šel do 6, pa še malo čez. Ja. 300. Ampak to je sred teh najbolj norih hribov. Pač ti imaš Himalajo in pol brat od Himalaje Karakorum. Ampak hribi v Karakorumu so bolj strmi, pa koncentracija teh hribov je bolj gosta. Aha. Pa veriga je široka 200 kilometrov teh hudih hribov. Aha. Široka, dolga pa verjetno, ne vem, 300-400 kilometrov. Tega ne, res, petarda pri petardi. Ker v Himalaji je to sicer zelo dolgo, ampak ozko, ne. Ni, veš, mislim, zdaj malo pavšalno govorim, ampak ta veriga je široka v Himalaji, ne vem, na najbolj širokem koncu. Nikoli nisem bil v Himalaji, ampak tako, ko gledaš zemljevid, pa to gledaš, pa kaj bereš, pa poslušaš, ne. Jaz mislim, da je tam, ne vem, čez 100 kilometrov. Da je tako res tok po konc, ne, da je tako bam. Kako to, da nisi bil v Himalaji? Ja, Te ne vleče? sem ti povedal, cajta je to, ki ga je. Ja, vem. Vleče me, marsikaj A res? še, sam šubi, ne, sam, a veš, nekaj je čas, drugo je ta prav soulmate, ne. Ja. Pa Soobrazovec, drago je verjetno, ne?
Pa dobro, ne, se pač razumeš. Ni zdaj to gnarja, ne. A to za Dobro, ta če greš ti v Himalajo Everest, rečemo, recimo, da ja, bo šlo, no ne? dobro, to me sploh ne zanima. To Jaz se grem mi rad- zdelo, ja. Jaz grem rad v bistvu tja, kjer je zelo pristno, ne. Ker ni komercializiran. Ja, tako. dobro, Ja. če se zdaj spraviš po enem najbolj zajebanem delu na Everest, tam noš nobenega videl. Ja. Lahko si tam 2 meseca, pa boš sam pač ne. Ne, meni je kul, da sem v neokrnjenem okolju, ki je predvsem pristno, neuničena narava, neskomercializirano. Saj sem tudi jaz turist, ne, tudi če si ti alpinist, si turist, ali drugačne, si nek pač prišlek, ki tja prideš, ampak v resnici meni je dobro tam, kaj je domača scena, ne tam, kaj je. Sistemu. Jaz grem rajš v majhno trgovino, ki ima manjši nabor stvari, pa fajn take pristne prodajalce, Ja. kakor v nek super mega giga shopping center. Ne da se mi to, sploh se mi ne da hoditi v trgovine. To me odbija ta ideja, ne. Druga stvar, ki pa tudi moraš imeti, ne, pa sem jaz tudi zdaj čist realen, a veš ti, da greš v neko ful resno okolje plezati, moraš biti tudi pač spreman, bi rekel, mislim, ne. Jaz zdaj nisem najbolj spreman na svetu, saj še zmeraj sem fizično še kar dobro pripravljen, pa tudi grem v hribe plezati, pa tudi dam še kako resno hribovske dejanje od sebe vsake toliko cajta, ampak med tem, da greš ti za 2 meseca nekam na odpravo, je pač bistvena razlika, razumeš? Jaz berem fokus pa energijo, pa commitment za parkrat grizen, ne, pa se to lahko cel dan grizem, ne, ampak če greš pa ti nekam na odpravo, moraš pa ti dati vsaj jajčka v košaro za 2 meseca. Ja, Pa plus. že malo prej, da se pripraviš, pa da zbereš keš, pa prideš dan, da vse pokrpaš. Mislim, to je pač kone, to ni šala, ne. Plus, če je višinca, ne. Še VO2 max, pa te zadeve. Dobro, to jaz tukaj nisem neki zdaj, ne bi zdaj doktoriral iz tega, temu se pač reče aklimatizacija. Ja, prej moraš tja, pa postopoma, ne. Tam se aklimatiziraš, ne. Ti se pač tam aklimatiziraš, pa spet ne. Jaz sem bil najvišji na 6300, nisem imel sicer nobenih težav. Mi smo plezali zelo zahtevno plezarijo na kar spodobni višini, pa pač smo splezali, ne, na najboljši možen način. Ampak ne vem, kako bi se jaz odzival na višji nadmorski višini, ne vem, pač, ker nisem bil tam. Ampak ti se pač aklimatiziraš, ti imaš pač postopek, ne, neka taka klasična, nek klasičen pristop k temu gre, a je to, če jaz tebe pelem na Mont Blanc, ali pa če te pelem na 6000 v Karakorumu, ali pa če hočeš ti na 8000, se moraš aklimatizirati in najbolj pravilen pristop, ne, če imaš čas, ne, je, da greš vsak dan 300 višincev višji spat. Lahko greš ti dan, ko boš, ne vem, danes spiš na 3000, jutri boš spal na 3300. Je ful dobro, da greš ta dan prej, boš spal na 3300, da greš še mogoče na 3500, 3600, pa gor eno urco počamiš, mogoče malo pofotografiraš, kaj poskiciraš, prebereš kaj v knjigi, pa greš pa dol, ne. Na ta način pa veliko pit, pa dovolj sladkorjev vnaša tudi telo. To je najbolj primeren način se zaklimatizirati, s tem, da pač razumeš. Ko priješ ti v Pakistan, tebe pripeljajo do 3300 z džipom, itak si tam še čist kul, pa pač, ko začneš hoditi gor, se počasi dvigaš, ne, in itak ti hodiš do hriba in se ti do nadmorske višine 4500, tam, kam imaš bazo za te visoke hribe, ali pa do 5000, zdaj ne vem točno, koliko so, ne, baze tam, se v bistvu ti dobro pa postopno aklimatiziraš do tja, pol pa od tam naprej pa ti greš na hrib
prvi dan greš na sprehod iz 5000, ne vem, na 5700, pa greš pol dol spat, pa mogoče malo čutiš glavo. Pol greš naslednji dan, mogoče zlezeš malo lažjo smer na 6000, pa se vrneš, pa spiš na 5700 mogoče. Pa greš pol v bazo, pa spet po kakšnem dnevu 2 počitka greš na 6000 spat, pa od tam splezaš kam ali pa se sprehodiš kam na 6000, ne vem, 500, 6800, pa se spet vrneš nazaj. Ja, veš, tako pač to počas gradiš, ne, pa pač imaš Ja. pol zahtevne okoliščine, pa vreme, pa so plezalci, pa driske, pa Ja, itak, whatever. ja. Itak. Tako da to je pač, to je ful dober rit, ne, samo pač rabiš veliko časa. Jaz pa zdaj v resnici imam familijo, otroka sta stara 16 pa 18 let, malo že nočeta več z nama, z mamico okrog hoditi, pa kadar gremo, pa se imamo ful dobro v bistvu, tako da pol zdaj smo malo v tem precepu, a še mi proba pušati kakšne skupne počitnice, pa je pač malo probaš to, ka pač itak počas zdaj ne bo šli, pa imamo se fajn, kadar gremo, tako da je tudi to kul, ne. Cajta imaš pa to, ka ga imaš, ne, a veš. Dopusta je to, ka ga je, skupaj ga lahko vzamem, v resnici zdaj imam feeling, da ga več kot 14 dni skupaj ne bom mogel vzeti po moje naslednjih 20 mesecev, ali pa nekaj tasga. Tako da, Ja. zdaj sem malo sem zdaj, imam zelo jasen okvir, kje sem, ne. Saj kdaj grem lahko malo ven iz tega okvirja, ampak v resnici zdaj sem se malo, sam sebe sem postavil malo v okvir, ki mi je tudi lažji, ne, ki mi je manj stresno, ne, ki imam itak toliko enega vsega. Bolj je predvidljivo, ne. Ja, pač, a veš, saj še zmer grem, ne, zadnjič sem plezel v Maroku, en teden dober, pa mi je bil super, sam pa za en teden je nekaj, ne, iti pa na odpravo je pa drugo. A delaš še kaj te vodništva? Ja, Zdaj. itak. Kaj pa največkrat delaš tako v tem aspektu biznisa? V bistvu delam najrajš vsega po malem in tako tudi delam, zato ker me to najbolj napolni z dobrimi feelingi. Se pravi, če začnemo tak čas, ki je zdaj, ne, novembra, jaz ne vodim. Če bi bil profi vodnik, bi bil zdaj verjetno v Jordaniji ali pa v Maroku ali pa na trekingu v Južni Ameriki ali pa bi se vračal z kakega trekinga v Nepalu. A ne. Pol pač jaz začnem mogoče kak slab odvodem, zaledenel slab januarja. Hudo. Pa potem to je tudi obdobje, ki začne pač biti zadosti snega, da se gremo lahko tudi na smuko, pa oddelam za kolega, ki ima agencijo Kofler Šport, oddelam za njega kak vikend tečaj turne smuke. Čisto v redu, enega na let, več se mi ne da. Malo kontakt, začetniki, malo te stvari. Pol kako plezovno delavnico narediš za koga. Ne, jaz se v bistvu sploh res ne tržim. Jaz pač podelam tisto, ki me gostje kontaktirajo, ali pa me kontaktira kak kolega, Ja. ki ima agencijo. Pol pride čas turne smuke v Alpah, marc, april, pa odvodim kako Triglavsko magistralo pri nas, pa kako enodnevno turo pri nas v Avstriji. Ali pa kdaj grem tudi voditi v tujino za en teden turno smuko. Zdaj po mojem ne bom si vzel tega časa, to zimo, ko bo prišla. Pol in je to ful dobro, razumeš, ker pač pa tudi tako, ne. To malo menjaš lokacije in tudi tebi zanimiv, ko greš daj kam prvič smučati, ne. In tako, kot tvoji gostje, ki so tam prvič, tudi ti v bistvu raziskuješ. Ja. Z drugačnimi očmi gledaš in ti je ful dobro, ne. Ja. Sej, dobro smučanje je pač dobro smučanje, je posod dobro, tam pač kulisa se spremeni, pa drug folk je, pa drugo mesto, pa tako. Pač tam, ko greš gor v hrib pa dol. To pa recimo
To je zima, pa pride mogoče maja, junija, kak en dan vodim ferate, spet za tega frenda, ki ima agencijo. To že začetniki ali? Ja, začeti. Ja. To je pač tako. Slovenija. Pol dneva, Slovenija. Aha. Tako da to, glih tok, da malo si v kontaktu, pa pač spodobno smo plačani za te stvari in je to recimo nek vir, ki pa z njim lahko nekaj delaš. Pol pa recimo pride kdaj kakšna kul stvar, ki te kdo najame za kak paketek, kdaj imam kakega gosta, ki te plače za en teden, da greš z njim plezat kam, ali v Paklenico, ali na Korziko, ali v Maroko recimo. Tako, in je paketek z enim človekom, recimo se midva zmenimo in greva za en teden v Maroko in pač razvijava gradiva, ful dobro. In to pač imaš ljudi, ki z njimi to razvijaš skozi leta. In pač največ imam v bistvu nekih stalnih gostov, ki to nadgrajuješ. Ne. Hodo. Pol imaš pa pride poletje, pa greš, pa vodimo pri nas od najbolj klasičnega peš pristopa na Triglav, tam, ki so 40 let nazaj vsi hodili sami brez čelad. Kdo je kak fotor je s štrikom za perilo sušiti navezal svoje otroke, drugače smo pa vsi tako hodili, se veš, pač tam, ko se gre na Triglav, ne. To je zdaj pač tako komercialno ful zgodba o uspehu v Sloveniji, to veliko ljudi živi od tega, vodnikov, profesionalnih, kar je kul, super za njih, varno za te ljudi, ki jih oni peljajo, pa malo manjši kaos na hribu, zato ker pač včasih so ljudje vsem z nekim spoštovanjem pa na nek drugačen način hodili v hribe, kakor to danes gledaš, pa tudi, veš, Slovenci smo pač neka nacija, ki v hribe hodimo že od malih nog, vsaj večina je hodila, ali pa oni, ki so včasih hodili. Zdaj pa hodijo turisti v Slovenijo, Bled, pa bom jutri delal, bom šel na rafting, pojutrišnjem bom šel canyoning, pa bom šel pa na Triglav, eni grejo v papučah, eni grejo v tevah, eni so nesposobni hoditi po ravnem, pa bi šli na Triglav, vse sorte. Tako da v bistvu je to dodaja varnost okolju. Tako da to vodim eno tako turo na let, recimo, ker tudi se mi ne da več. Pa mi je čist kul. Grem gor, na bajti, preživim en večer, malo tam osebe vidiš kolege vodnike, v hribih si, srečaš ljudi, ki jih peleš, nekaj zaslužiš. Top, Ljubca. ja. Super. Top. Ni pa zdaj, da bi to ponavljal. Pa so pa boljše stvari take, ki so pa tudi meni čisto. Res užitek, severna Triglavska stena, slovenska smer, nemška smer. Kak čopov steber kdaj, to je že tako krčešanca tudi z vidika vodniškega dela. Pa imaš pa te klasične grebene v Sloveniji, ki so seksi za popizditi. Martuljški grebeni nad vrati, primorski grebeni, kjer ne bo srečo nobenega na vrhuncu poletne sezone. Nikogar, hodil boš po poljanah rož med plenikami, sam, kozorogi, gamsi, nikjer nobenega, nori razgledi. Slovenija, top. Tudi za nekoga, ki je veliko tujini, pa prijah nam po hribih, pa prijah nam. Stoj pa glej. To mora biti lušta, ne? To, veš, ima tega, ima unga, ne pa preveč, ne. Ja. Pol pride kdaj tudi kakšna taka situacija, kakega Slovenca peljem kam v Alpe, v kako veliko steno. Ni velikrat, ker je pač to veliko časa, ki ga zgubiš na cesti, ampak kdaj greš spet malo za srček nafilat, iti nekaj novega pogledat, z nekim novim ali pa starim kul človekom preživeti 7 ur v avtu, klepetati o tem, o lifeu, o poslu, o potovanjih, o hribih, whatever, tako kot mi dva danes. Pač nekoga imaš tam, z njim klepetaš na hribu. Naravi si zrak. V naravi, mislim, ne samo, da si v naravi si tudi, če greš te v hostel. No ja, ampak to pač si na najboljšem delu narave, kar se nas tiče, ne.
Pol pa recimo, kdaj tudi kazga tujca, recimo enkrat sem enega Francoza iz Grenobla vodil v 2 leti nazaj tam v neki nori steni, zelo blizu njegovega doma, on bi lahko tam lokalnega voditelja. Ja. Ampak v bistvu je hotel se z mano zmeniti, ker sva se poštekala tudi tako familiarno, smo se dobro poklopili skup, približno isto stare otroke imamo. In je pač rekel, da je ti pricam. Nisem pol vzel hči, pa frendico sabo, sem jih pustil tam pri enih drugih frendih plezalcih v kempu in sta bile tam 3 dni na počitnicah, jaz sem oddelal to, sem jih pobral in smo šli. Hodo. Tako da pač je razgibano. Septembra sem dost let vodil skupino, pač ko dost formirano grupo odraslih od 50 do 60 let, 45 do 60 let starih. Vsak let smo šli na drugo lokacijo športno plezati, Grčija, Severna Španija, Korzika, Sardinija, Francija. Tako, razumeš, različne lokacije, ful dober. To smo v bistvu tako že čist na prijateljskem nivoju v resnici. To, pa je pa sezone konc, pa naslednja. Ja. A delaš kdaj tudi kaj z, kako bi rekel, izobraževanji, takimi zadevami, da bi ljudje, ko grejo sami recimo v gore, bolj bili izobraženi, kaj ja, kaj Jaz to ne? delam kot vodnik, vsakič, ko vodim. To sicer, ko smo se mi izobraževali, so nas kdaj tako malo podučili, da mi, gorski vodnik pač ne razlaga, kaj pa kako pove, ti te zdaj počakaš, ne vem, naredi to. Ni pa treba v bistvu učiti, ne. Ti nisi inštruktor alpinizma, ampak jaz v osnovi sem iz tega prišel gor, jaz sem bil inštruktor športnega plezanja, pa inštruktor alpinizma in jaz v bistvu to izhaja iz mene, tako da jaz v bistvu skozi izobražujem, pa skozi razlagam malo, zato da tudi meni se zdi to kul za gost. Yep. Jaz tudi kakemu gostu rečem, kva ti hodiš z gorskimi vodniki? Mlad si, agilen si, ful, pač si spreten, da je vpisal alpinistično šolo, pojdi kje, tam si najti frende, sebi primerne, pa počni to, ne, bolj pogosto, nauči se teh stvari, pač ne rabiš ti gorskega vodnika, ki viden pač, ne, eni pač ne more, ne, eni pač razumeš, pač, da grejo na Mont Blanc, ne vem, dajo na stran pač kar veliko, pa morajo pač se kar žrtvovati za to, ne, in če imaš taj kazga tazgen, pač več, pet kje. Tako da to izobraževanja, dobro, saj sem prej omenil, tečaj turne smuke, ferate, tudi daj kak tečaj naredimo. Kaj namen tega tečaja s feratami, da znaš? Ja, da pač razložiš, kaj so nevarnosti, od ozunij, ki si sam sebi nevaren, potem pač v osnovi, kako uporabljati to opremo varno, kaj moraš biti pozoren, tudi kako se koga povaruje malo, se kdaj uči, pač take stvari. Pol pa v bistvu kdaj za lasten alpinistični odsek, kdaj sem naredil v preteklosti, nisem prav zelo aktiven na alpinističnem odseku, ki ga imam v Ljubljani, doma sem v Radovljici. Sem delal kdaj delavnice, razna področja, ne, ker alpinizem je pač širok spekter. Tako da to. Top. Plazovne delavnice, sem itak še prav omenil. Take stvari. Še kakšen center planu odpreti? Plezalen, kje drugje? Zdaj je ful dobro, zdaj pač delamo to bo zdaj balvanski dodatek, ne? Kle, v Štepancu. Štepancu, ja. Zdaj pač imamo visoke stene, zunanje visoke stene, imamo dobro boulder steno, ampak sprejwall, ne? Tako majčkano polno oprinkov, tako za trening vrhunsko, v bistvu to rabiš. Pa imamo kilterboard, ta stena, v bistvu balvanska, ki se nagiba, pa imaš pol aplikacijo, pa ti zbereš, kakšen imaš naklon, pa koliko težko. To imamo do zdaj, ne? Pa plezalno šolo ogromno, največjo, po moje, ne samo v Sloveniji. Pač ko super scena. Hodo.
res kul, ne. Pa pola, veš, kaj ti pridejo, ko zraste mladina do te točke, da vidiš, da jim začne malo nanositi tudi kak hribi, pa alpinizem, pa to pa jih pol pošljemo kar na alpinistični odsek, kamor smo mi zahajali. Veš, tako pač jih malo smeriš. Hodo. No, zdaj pa pač gradimo balvanski center. Tukaj zraven, zato ker nam je to res manjkalo in smo zelo dolgo se borili, da smo pač zdaj že zelo blizu, ne. Top. Zdaj 1/3 je zgrajena, naj bi bilo odprt junija. Drug let. Hodo. Tako da to je ful, tega se res veselim. Pa se bom pa itak, po mojem, s tem kar dobro zamotil pa zaposlil, pa tako se res veselim teh vseh procesov, ker bojo to vse nove stvari, a veš. Ne, ker pač v 12 letih, ko za neko bajto skrbiš, se naučiš v resnici večine procesov, ne, pač to ti je jasno, ne, pa zdaj, ko prije pa nekaj novega, je pa novo igrišče, ne, nov peskovnik. Tako da, to zaenkrat to. Pa se pa sport odpira, ne? Pa bom pa videl, kaj se bo dogajalo. V resnici mi je dobro biti čisto dnevno udeležen pri teh procesih. Nismo na tem nivoju, da bi pač, niti jaz nisem na tem nivoju, niti po moje sam šport ni na tem nivoju, da bi zdaj ti kot nek lastnik nastavljal neke ljudi, ki bi delali zate, pa da bi bila to neka uspešna zgodba. Moraš biti ti zelo noter, da stvar dela. Tako da ne vem, bom videl, kaj me bo pol potegnilo. Ja, dobro. Tako, v bistvu mi je ta proces kul, pa v Zagrebu nam je ratalo recimo to, da smo najdeli ful dobro ekipo, ki skrbi za to, ampak je tudi lastniško udeležena. Ja, valjda. Če hočeš motivirati. Mislim, da drugače kar težko. Ja, no dobro, ampak če je lepo udeležena, če ti je ekipa všeč, je to najmanj, kar lahko daš, ne, če tako gledam. Ekipa je super, A, B, dela se dobro, C, energija je huda. Folk zadovoljen, kad tja pride. Ja, folk zadovoljen. Sej to, a veš, to jaz mislim, da plezalni centri, kar jih je, vsi dajo kar veliko sreče obiskovalcem in ljudem, ki tam delajo. Je pa pač tako, ne, a veš, mi imamo veliko kadra, ki je ali študenti, ali na prehodu iz študentskih let v prvo zaposlitev, ali pa je to prvo zaposlitev, ne. Veš, in to so ljudje, ki imajo še neke pač svoje predstave o neki realnosti, pa kaj kul, pa kaj prav, pa kaj dober. Tako da ta neka tema se mi mogoče kdaj malo preveč ponavlja. Tega sem malo sit kdaj. Ampak pol v bistvu na konci kdaj tudi rečem, ja, stari, it's your fucking job description, takole je. Kul je delati z mladimi, ker imajo neko drugačno energijo, nek drugačen pristop, te tudi naučijo kaj novega, ko pač ti kot nek 45 let star foter, ne, pa si mogoče malo za časom, ne, predvsem za stikom z neko to mlajšo populacijo, ne, kljub temu, da imaš dva otroka na koncu, ne, mislim v srednji šoli. Tako da je to vsem kul, ker je v bistvu energija mladih ljudi vsem. Veš, mladi znajo biti danes kdaj zelo pasivni, po drugi strani imaš pa še zmer neke so vulkančki energije. Ja, sej ugotoviti. Pa nekih idej dobrih, pa pristopov, pa tako. Kul. Ugotoviti, s kom tebi sede delati. Se ni vsak za vsazga, ne. Velikrat folk smatra svoje službe, pa se jih drži
ke pijan s plota, v bistvu pa čaka za vogalom, perfektna zaposlitev s perfektnim šefom, ki bo točno te postrezal. A ne? Ni vse za vse. Ne, ni vse. Je pa tvoja naloga kot vodja, da je njim jasno, kaj sploh imajo za delati. Kaj so une primarne naloge. Itak. To pa to narediš, pa ti bo srečen, deli kar češ zraven, veš, pleš, kakorkoli. Sam da vejo, kaj treba narediti. Itak je pa pač ško, ne, veš, stvari, ki jih mora narediti, jih je veliko, ne. In v bistvu te stvari se izkristalizirajo v nekem času, ne, ker ne sme biti prekratek, ne, zato, ker pač je drugače prevelik prešer, ne. Hkrati pa tudi, če se ti folk hit menja, ne, ker pač v teh letih je interes, ki ga imajo, pač jih zanima dosti to, jutri to, razumeš, pač grejo po svetu, ne. Je pa tudi ta proces tako, ne, hit se obrača, ne, folk, razumeš. Jaz se zabavam nekdaj. Mi ne delamo jogurtovih lončkov, ne. Nimamo 2 izdelkov, mali jogurtov lonček pa veliki. Pač procesi so kompleksni, ne. V osnovi ni, mislim, v osnovi, če ti nekoga učiš plezati, moraš biti pač dober v tem, da ga boš naučil plezati na varen način. To je pač long story short. Varno, pa pač dajati mu moraš ta passion, ne. Pa pač itak je super, da ga čim boljš naučiš, da se zna gibati, ampak v osnovi je varnost, strast do plezanja, pa plezalno gibanje. Pol se pa pač kako mišice utrditi. Nadgradnje, pa prste. Ja, to so se pa že prej zmlile, da prideš do omejitve, relativno hitre. Ja, hudo, Matjaž, pol kaj, fokus ostaja, kleka je. Ja. Malo manj se ti bo mudil na stenah, to smo se naučili. Meni se zdaj že precej manj mudi. Ja. Zdaj moram reči, da pač kul mi je. Kul mi je to, kar imam za delati, pa kul mi je to, da še vedno me osrečujejo stare stvari. Imam pa tudi kakšne nove ljubezni, zdaj recimo za Lenko Klinarjevo sva sošolca. Hudo. Pri padalcih. Ful dober. Stop scen. Hudo. In mi je dober, sicer imam premalo cajta, ampak pač jaz rečem, dostikrat pridemo gor, pa ne piha dobro, ali pa piha slabo, ali pa neki. Easy, ne, moš li pa peš dol, sej pač. Ja. Pač, jebat ga. Skozi smo hodili, gor peš, pa dol peš. Razen, kadar smo se s turnimi dilami dol pelali, ne. Pač pa moš li dol peš, ne, se ni to težko padalo. A kdaj probo kombinacijo turne dile pa padal? Ne, nisem. A si videl norce, ki to delajo? Ja, itak, ja. Ja, mislim, videl sem mrskaj, jaz sem zdaj, ne vem, prvi razred. Padalstva. Ja, tako nekako. Pač. Zanj, če moj friend ključ izgubil od avta, so mu dol padali. Se sorta se da. Ja. No, super je, to mi je recimo nek tak, nek nov impuls, kriza srednjih let. Ja, dobro, nisi si motorja kupil, ja, eni imajo ljubice. Eni imajo motorje. To je to. Ja. Ti pa padal. Jaz sem pa pač zdaj padal. Ne, nekaj posebenega je to. Jaz sem šel kje sem bil, smo šli s Kanina dol, z temu, pač. Z Jožetom? Ne vem, po moje. Bir. Pizda, ne spomnim se. Ki dela v Bovcu. V Bovcu je bilo, ne vem pa, če je bil Prekmur, tok se pa ne spomnim, ampak mi je bilo tok lepo. To je hudo. Pač feeling na začetku, ko se dvigneš, ko te stisne noter jajca, ti potegne gor, stari, pa spustiš to in si wow, ne, koliko hudo. Dober je, me je ful dober, zato ker iz druge perspektive gledaš na naravo, na hribe, na meglice, ki malo pojavljajo. Pa v bistvu je še bolj nežen šport, kakor to pač, kar sem prej poznal. Ker v bistvu vetrček, ti čutiš veter, če ti piha sta prave strani na licu, ali pa slabega, če ga tle vzad čutiš v hrbet, ne.
Tako, v bistvu moraš ful gledati, spremljati se, moraš umiriti, dojemati vreme, tako hudo. Super. Ful je hudo, ja. Ful dobre. Je pa tudi, razumeš, to se pač razvija. Jaz pač meni je cilj, da bom šel peš gor na Orenhrib, ne vem, na Stol, pa se bom odpeljal dol, pa da bom lahko to naredil polet, jesen, pozim, ko bo sneg. Ne vem, tako. Ful dobro. Pač ko ne, ali pa pač se pol malo voziti, ne, okrog, ne, malo potvatre. A to že zelo hitro greš sama, ne? Že zelo hitro sam s padalom letiš, ne? To že počnem, ja. Ja. To greš pač, ti daš začetni tečaj skozi, ne vem, 3 mesece, vaj na tleh, pa na majhnih pukeljčkih, ki si par metrov nad tlemi, pa greš prvič, škoda si 50 metrov nad tlemi prvič, ne, pa se peleš pač, ne vem, 2 minute ali pa 3 minute, pa tako, ampak ti si sam, ne, ti si sam, ne, ti moraš štartati sam, vmes v zraku si sam, pa pristati moraš sam. Imaš po walkie-talkiju, ne, po zvezi si, te ima inštruktor, ne, na štartu je inštruktor, na pristanku je inštruktor. Ja. Je poskrbljen za to, da se pač lahko naučiš. Kralji so, mi smo 3 učenci, 2 inštruktorja, Cumulus paragliding, kralji. 3 učenci, pa 2 inštruktorja. Hudo, ja. A si kdaj šel, da se vržeš iz aviona dol s padalom? To me je pa žena vrgla za 30. Lepa. Jaz sem tudi svojo zajedro. Top mi je bilo. Top mi je bilo. Vse mi je bilo cool, vključno s tem, pa čitak prosti pad, kot pristanek, ne, narit, vse je zanimiv, epski feelingi, super. A ti je bilo kaj slabo pol? Ne, pa tudi ne bom pozabil, mislim, ne spomnim se, da mi je bilo slabo. Ful dobro mi je, lačen sem bil, ful pa se spomnim. Kar naenkrat, kad ne bi jedel en cel dan. Pa se spomnim, živo se spomnim, ko mi ti predlagal takole bo, če boš kako paniko zganjal, če boš mlato naokrog panično, jaz kdaj koga tudi na gobec, toliko, da ga malo discipliniram, da se umiri. Tako tega ne bom pozabil nikoli. Pa tak, čista koleren tiček. Ja. Ampak pač v protokolu, preden so šla na avion, je razložil tudi to. Znaš, hačko. To prav, ne bom pozabil, prav to je rekel. Takole je, pika. Teplih dober rata, oporično. Ja, ne, dobro, to idek se čuke. Se vem. Ja, mora poskrbeti za varnost. Ja, pač ni šale, ne. Ni. Ja, se tako kot v hribih, ne. Ajš, kdaj tudi pač malo pozdigneš besedo. Ampak se že ful odločitev sprejme, preden greš, ne? Tle se že verjetno večina rizika eliminira. Torej, da se ti odločiš, a so pogoji, recimo vremenski, primerni za to, da se gre po neki ferati itd. Kakor recimo, če daš pada, ne greš lih na apnenca, ne? Že kle ful eliminiraš, tako kot oni, z vetrom in vsemi zadevami. V hribih pravimo, da je ključ do varne pa dobre ture doživete je predpriprava. Da ti dobro naštudiraš, kam greš, kje boš dostopil do hriba, kje moraš plezati, kje ne smeš zalutati, ne, kje te lahko zavede kaj, kje boš šel dol iz hriba, kje imaš možnosti pobega, kje je še točka povratka, kaj za to rabiš. Vse te stvari naštudiraš. Pol naštudiraš vreme, sprejmeš, ti veš, kaj lahko greš, po kaj ne boš šel, pa glede na to, kar se ti lahko zgodi, ne, če prije prej nevihta polet, kaj to pomeni. Vse te stvari moraš zelo dobro se predpripraviti. Oprema, stanje gosta, dostikrat delamo z gosti, ki jih ne poznamo. Moraš biti bolj konzervativen. Se verjetno podpiše, oziroma kakšen test pred, ne? Ne. Ti ga stestiraš, ne, v času, ko ga ti z njim preživiš do točke,
kjer stvari postanejo bolj resne, moraš ti zelo dobro njega opazovati. Veš, ko hodiš že po ravnem, vidiš, kako hod, malo dvigneš tempo, veš, ima kje kondicija ali je čist iz ulice. Ja. Kako hod po kamnih, kako hod čez prve skalne pragove, kako je tam, ko imaš malo za zajlo se zapreti. Zdaj, če ga pelem po peš pristopu na Triglav, ga itak že tam prevežem. Če ga pelem pa, če je pa on kandidat za nemško smer, pa da ga jaz nikoli prej nisem videl, ne, ga pač tam, kaj je klenica, ga jaz ne prevežem, ne, pač valjda rečem čelado na glavo, palce v ruzak, pa greva, ne, in pa tako malo gledam, kako se tam obrača, razumeš, ker v bistvu še planinci hodijo, ne, če vidim, da je že tam malo neroden, ne, pol pač mu povem, lej, nemška bo pretežka, greva rajši v slovensko, ne. Tako da je dosti psihologije, ne, ti moraš biti zelo čuječen, ne. Tako da v bistvu ti greš, če je dober, ne, če je pač situacija ta prava za to, da boš šel. Tako. Pa ponovati je pač super, ne, ponovati je dober, razumeš, tako, dober, res je, da jaz pač vodim 25 dni na let. Če bi bil profesionalni vodnik, bi vodil 100-125 dni na let. Ja. Wow. Če bi pač to bil moj kruh, ne. Ja. Jaz pač imam licenco, pač isto kot profesionalni vodnik, ampak ne delam tega toliko, ne. Tako da Če mogoče posluša zdaj to kdo, ki ga je res poklicala ta pot, pa bi jo mogoče tudi sam prehodil, kam se lahko obrnejo, kaj je prva točka, da postanejo recimo vodniki ali pa da so več v stiku s tem? Prva stvar je, da so zelo veliko v hribih, da znajo dobro smučati, turno, zadosti dobro, da so kondicijsko pripravljeni, pa da imajo dovolj časa, ker za to narediti, ne, rabiš veliko časa, 100 dni, 80 dni, 80 do 100 dni v 3 do 5 letih. To gre. Pol pa pač se prijaviš na šolanje na Zvezo gorskih vodnikov Slovenije, ki je vsake 2 leti izobraževanje in to je to. In od te točke naprej v bistvu pol je pot njihova. Če pa si king, pol Pa delaš, si kar king. hočeš. Ja, nič, Matjaž Jeran, hvala ti za pogovor, da smo malo pelili v svoj svet.